25 let upravlja Posavski muzej Brežice. Se pravi, letos naš muzej tudi praznovali bomo 26. junija, tako na tisti dan, ko je bil muzej tudi slovesno odprt in vas že zdaj vse vabim. No, danes pa je drug praznik, praznik našega mesta, praznik meščanov, meščank, tistih, ki so v različnih stoletjih, večinoma pa v 20. zaznamovali naše mesto, zaznamovali vaša in naša življenja in so zdaj tudi nekako prišli v to večnost z raziskavo, z publikacijo in z razstavo, ki jo danes odpiramo. Tako da res hvaležna našim trem partnerjem, se pravi Krajevni skupnosti Brežice, potem Posavskemu muzeju Brežice in Društvo za oživitev mesta Brežice, ki dejansko skupaj že kar nekaj let obeležimo ta dan in vas povabimo na različne aktivnosti. Danes je tudi Mednarodni muzejski dan, to pa je akcija, ki je od leta 1977 pripravlja Mednarodni muzejski svet, na kratko ICOM, in to so muzeji združeni po celem svetu, na ta dan odpremo še bolj vrata, pripovedujemo, kaj počnemo, vsakoletna tema, nas pa spodbuja tudi k bolj specifičnim aktivnostim. Tako da, ne glede na to, nismo še vedeli, kakšna bo tema letošnjega Mednarodnega muzejskega dne, ampak vseeno smo mi že davno načrtovali te naše brežiške zgodbe, te nove raziskave, ki jih je opravila doktorica Ivanka Počkar, pa seveda tudi recimo pogled v tiste, ki jih pač nekako upravlja ona ves čas, ker Ivanki je to način življenja, ona po Brežicah ne hodi tako, da ne bi opazovala. Hvala, Alenka. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. O društvu bom zelo nakratko oziroma bom spregovorila bolj o tem projektu Brežiške zgodbe, ki so del današnje razstave. Društvo za oživitev mesta Brežice je bilo ustanovljeno leta 2002 in poleg raznovrstnih dogodkov, kot so predavanja, okrogle mize, predstavitve in drugo, so del programa tudi različne razstave in publikacije, obeležitve obletnic, razne pobude in spodbude, ki prihajajo tako iz mesta, kot tudi med članstvom, in pa redna sodelovanja s Posavskim muzejem Brežice, brežiškimi društvi, kot je fotografsko društvo oziroma Fotoklub Brežice in pa Krajevno skupnostjo Brežice. Pomemben del delovanja društva pa je posvečen tudi odkrivanju in predstavljanju tako imenovanih brežiških zgodb. Leta 2009 je bil oblikovan programski cikel Stavbna dediščina, ki je bil ena od prvih večjih in odmevnih stalnic programa društva. V ciklu so bili v 10 letih predstavljeni različni fotografski pogledi v mesto, v Brežice, na detajle, v arhitekturne posebnosti in tudi na območju ob mestu, kot je Vrbina, najprej skozi dela Branka Brečka, ki so se mu kasneje pridružili tudi drugi avtorji. Po nizu razstav iz omenjenega cikla se je nato ob njegovi 10. obletnici po razstavi Stavbna dediščina 10 leta 2020 s spremenjenim konceptom razvil v novo programsko enoto in nastale so tako imenovane brežiške zgodbe, široko tematiko, saj program tudi tukaj oblikujejo različni pogledi od predstavljanja fotografskih mestnih pogledov, življenjskih zgodb Brežičanov in Brežičank do pomembnih mestnih prelomnic in obletnic. Leta 2020 smo zgodbe o konjih in ljudeh posvetili fotografijam našega someščana, uveljavljenega fotografa in člana Fotokluba Brežice Vinka Šebreka. V letu 2021 se je cikel nadaljeval z ženskim pogledom na življenje v mestu ob Savi nekoč in danes, naslovljenim Mesto na Brežcu, 2 fotografski zgodbi, članic društva dr. Ivanke Počkar in Anite Ratkovič. V jubilejnem letu 2022, ko je društvo praznovalo 20. obletnico delovanja, smo načrtovane aktivnosti zaradi obsežnosti izvedli že potem v začetku leta 2023 in tako delno podaljšali praznovanje z biltenom in razstavo Soustvarjamo premike 20 let Društva za oživitev mesta Brežice. Ob lanskem 18. maju so bile brežiške zgodbe z ulično razstavo Mesto na Brežcu 1353-2023 posvečene 670. obletnici mestnih pravic. Na panojih postavljenih na različnih mestnih lokacijah, ena je bila tudi tule, tako kot danes, smo v društvu in v sodelovanju s Fotoklubom Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice
pripravili poglede na mesto in bližnjo okolico iz različnih zornih kotov in v različnih časovnih obdobjih. Letošnje brežiške zgodbe, Brežičani in Brežičanke ter njihovo življenje, avtorice dr. Ivanke Počkar, kot je že prej povedala Alenka, so zasnovane skozi 9 zgodb, ki vključujejo pogled v življenje izbranih meščank in meščanov, utrip Gase, to je ulica Stare Pravde, in poudarjajo pomembne obletnice letošnjega leta. Zaključila bom z besedami koordinatorice razstave in publikacije Alenke Černelič-Krošelj in hkrati napovedala avtorica dr. Ivanko Počkar. Avtorica razstave in publikacije dr. Ivanka Počkar, ki je mesto izbrala za svoj dom, je neumorna raziskovalka življenja mesta, še posebej jo zanima vsakdanjik ter tisti, ki ne izstopajo v znanih in slavnih zgodbah, mesto pa bi bilo brez njih drugačno. Iz njenega obsežnega znanja in odličnega pogleda v različne teme vsako leto najdemo nove zgodbe, ki jih dodatno razišče in pripravi, njihovo razkritje pa odgovori na številna vprašanja. Pri tem je izjemno pomembno, da svoje mesto v našem spominu, istovetnosti in dediščini končno dobijo številni spregledani posamezniki, družine in skupine. Dr. Počkar, etnologinja in muzealka, ni naklonjena besedi zgodba, saj jo velikokrat povezujemo z domišljijo in izmišljenim. Zato poudarjamo, da predstavljamo resnične zgodbe, zanje pa smo lahko hvaležni prav njeni pronicljivosti, etiki, temeljitnemu raziskovanju in izvrstnemu pripovedovanju v različnih medijih. Ivanka, izvoli. Zato, da bodo ostali odtisi za sedanje in prihodnje rodove, ker mesto delajo ljudje in Brežice so moje mesto in ste moji ljudje. Tisti, ki še ste in tudi tisti, ki jih nekaj ali že večina ni več. Z njimi in z vami sem rasla v Brežicah več desetletij, se vtikala v vaša življenja in poskušala izvabiti iz vas čim več dediščine. Brez vas, ljudi, je mesto brez vaših pričevanj mrtva beseda. K tej ulični razstavi je s fotografijami in podatki prispevalo 24 oseb, Posavski muzej Brežice in številni drugi viri navedeni v spremni publikaciji. V 9 tematskih sklopih je predstavljenih 12 oseb in ulica Gasa z mnogimi osebami. In kot smo danes že slišali in je v uvodu publikacije lepo označila Alenka Černelič-Krošelj, gonilna sila te razstave, gre za spregledane posameznike, ki sicer ne izstopajo v znanih in slavnih zgodbah, vendar bi bilo brez teh ljudi naše mesto in vsakdanjik drugačen. O izboru oseb na tej razstavi. Po eni strani se je bilo težko odločiti o njih, po drugi strani pa je bilo zelo lahko, saj so v možnem naboru se vrstile desetine tistih, ki bi želela o njih kaj napisati in jih postaviti v prostor, čas in pred nas. O vsakem človeku bi lahko nastala knjiga. Vendar so časi taki, da je želeno vse pogledati in preleteti na kratko. Vem, da sem z besedili na panojih presegla standardno število znakov, ampak nekaterih reči se pač ne da celovito povedati na kratko kot v kakšni reklami. Zato pozdravljam odločitev, da razstavo spremlja trajnejša oblika publikacija, ki dlje časa ohranja živ spomin na brežiške ljudi in prostore. Pred nami so zdaj in za nami so zdaj ulica Stare Pravde, med ljudmi poimenovana tudi Gasa, Oleander Gasa, Šajs Gasa, Zadnja Gasa, ter življenje v njej, o pekarnari Trepo, Peki Poljanšek in Slivnik, babica Ivana Radanovič in avtomehanik Mihael Radanovič, kar 5 Mihaelov ima danes družina, oziroma nekaterih več ni, pa taborniška mati Rozika Bohinc, glasbeni učitelj in soustanovitelj glasbene šole Brežice Branko Rujeh, prvi slovenski župan v Brežicah Gvido ali Gvidon Srebre in seveda naša gospa, muzejska gospa Iva Stiplovšek, pa tesarji iz družine Vogrinc, ki se jih skoraj nihče več ne spominja, ter skrbnika mestnega vodovoda Henrik Klabučar in Danilo Pečnik, tukaj prisoten.
Poklanjamo se jim z omembo njihovih obletnic. 110 let je od rojstva Rozike Bohinc, dobrih 120 let od začetka gradnje tovarne Opeke Trepa v Šentlenartu, 100 let je od začetka prve parne peke kruha v Poljanškovi pekarni, ki je sicer delovala že od leta 1888 in pred Poljanški še drugi peki. In 100 let je, točno 100 let je, odkar je pek Lovrenc Slivnik kupil Mrazovo pekarno in pričel z delom, in 21 let, odkar je ta naša znana slivnica nehala obratovati. Pred natanko 100 leti se je iz Kostanjevica na Krki v Brežice priselil kleparski mojster Josip Rueh, katerega sin Branko Rueh je bil soustanovitelj glasbene šole Brežice. In Ivana Radovanovič je pred 100 leti začela delati kot prva izučena bolnišnična babica. In 100 let zatem, lansko leto 2023, je bilo babištvo upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Med njo, namreč Ivano in avtomehanikom Mihajlom Radovanovičem, se je vnela ljubezen in posebna naklonjenost, kar razberemo iz fotografij in ljubečih besed, ki jih je Ivani z Dunaja pisal vojak Radovanovič pred 110 leti, leta 1914. Pred 120 leti se je rodila Iva Stiplovšek, ki je prijateljevala s Pijo Srebre, hčerjo prvega brežiškega župana. In istega leta, leta 1904, se je Srebretu rodil vnuk Božo Škerl, med drugim prvi jugoslovanski antropolog in avtor filmskih posnetkov o brežiški družini Srebre. Je pa tudi domala 70 let od poimenovanja ulice Stare Pravde, ki je bila v ljudskem jeziku Gasa in v kateri je pred 90 leti nastala zadnja znana fotografija brežiške lončarke Jožefe Mastlak na poti na sejem z vozom lončenine. In 10 let je od smrti našega prijaznega someščana, avtomehanika Mihajla Radovanoviča. No, vse zadnje, ko se bomo sprehodili po naši lepi Gasi, je med obletnicami tu še 110. rojstni dan vodovodnega stolpa, našega odlično obnovljenega Wasserturna z novimi vsebinami, zgrajenega leta 1914. Razstava s publikacijo je nastala v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice, Posavskim muzejem Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice, ki se jim zahvaljujem za priložnost, da sem lahko predstavila nekaj naših spregledanih posameznikov, ki so pustili močne sledi v življenju mesta. Za fotografije, podatke in naše pogovore se zahvaljujem 24 posameznikom, mnogi od vas ste tukaj, ki ste pripomogli polnejši podobi razstave in publikacije. Hvala prizadevni oblikovalki Darji Malarič tudi za žive barve, magistrici Mateji Janković-Čurič za jezikovni pregled in hvala Alenki Žuraj za odličen angleški prevod. Še posebej pa velika zahvala navdihujoči kolegici Alenki Černelič-Krošelj, organizatorki in koordinatorki razstave s publikacijo, ki je brez nje ne bi bilo. In seveda hvala tudi vsem vam, ki ste prišli, da spoznate nekaj naših spregledanih meščanov in vam je naša preteklost mar. Hvala. Najlepša hvala Aniti in Ivanki. Mi tri smo tudi kolegice etnologinje, tako da ni težko, da sodelujemo in da nam tudi v končni fazi vse uspe. Hvala res tudi Darji Malarič, naši meščanki, ki smo jo končno vključili tudi v to naše delo. Publikacija je na voljo brezplačno, se pravi, lahko jo vzamete, lahko delite naokrog, če bo treba, bomo tudi ponatisnili, 300 izvodov smo dali, tako da upam, da bo šla čim več med ljudi. Mi pa imamo zelo enostaven načrt sedaj,
Naša krajevna skupnost je po dolgem času, lanskega julija, tudi locirana tam, kjer jaz mislim mora biti, v mestni hiši. Tam, kjer so bili župani tega mesta, tam, kjer je bila neka uprava tega mesta in nekje od julija lansko leto lahko nas obiščete oziroma našo pisarno in našega tajnika Luko Štangla v prostoru v mestni hiši. Tam smo potem odprli letos tudi mestno galerijo. Galerijo, ki gosti razstavo Društva likovnikov Brežice. Tudi oni imajo letos obletnico 60 let delovanja in to razstavo Mati zemlja, ki smo odprli marca, tudi danes na nek način s tem dogodkom slovesno zapiramo. Tako da je načrt popolnoma preprost. Pogledate si razstavo, potem pa gremo skupaj po Gasi do mestne hiše, tam pa nazdravljamo, imamo nekaj za prigrizniti, tam bi se jaz rada tudi zahvalila vsem našim sodelavcem, se pravi tisti, ki ste prispevali fotografije, ki ste pripovedovali, ki ste omogočili to našo razstavo, tako da jaz upam, da ne bom zdaj vam to preveč pa odveč, ker bom zdaj vse preštela, veste, ker vse poznam, ne da, in potem tudi štela, če ste prišli. Malo se hecam, se veste, da se jaz rada hecam, ampak res bomo zelo, zelo veseli, če bomo recimo zdaj si dali, kaj damo, nek 10 minut, da se malo sprehodite. Drugače pa bo ta razstava na ogled, seveda celo leto, je tudi dvojezična, se pravi slovenščina in angleščina. V sami publikaciji pa je še več fotografij. Fotografije, ki so bile zbrane in ki so bile izbrane, niso pač vse, njih bilo moč umestiti na panoje, ampak vse so pa v publikaciji. Tako da res izjemno, izjemno velika veselje nam je, da smo danes skupaj in da bomo še nekaj časa skupaj in da bomo potem v naši mestni hiši se zahvalili tudi vsem tistim, ki ste sooblikovali ta naš dogodek in to razstavo. Tako da jaz predlagam tako 10 minut, potem pa bi šli kar lepo po naši Gasi do naše lepe mestne hiše, mimo stolpa bomo danes rekli dober dan, pa se družili kdaj drugič, pa potem seveda tam nadaljevali in zaključili ta naš dogodek. Hvala lepa. Vem, da je čas za klepet, ampak dobrodošli v mestni hiši, dobrodošli v prostoru spodnjem, ki ga zdaj upravlja krajevna skupnost. Tam na levo stran najdete našega tajnika oziroma naš prostor, tukaj je pa mestna galerija, se pravi danes zapiramo to razstavo in 4. junija odpiramo novo. Namenjena je ta galerija najprej domačim likovnim ustvarjalcem, seveda pa odprta tudi za druge, ker vemo, kako pomembna je umetnost. Umetnost nas bogati, nam daje eno moč, če vidimo, kaj je lepega, nam je lepše. Tako kot nam je lepše, ker se zdaj družimo in smo skupaj, bi pa zelo radi se v imenu vseh treh organizatorjev zahvali seveda tudi tistim, ki ste zaslužni, da je sploh razstava takšna, kot je. In sicer bi rada, Anita bo pomagala, Ivanka bo